bom kar tukaj z tega mikrofona vas vse skupaj lepo pozdravila, vsi, ki ste tukaj z nami v dvorani in vsi, ki nas spremljate tudi po Zoomu. Danes smo se zbrali na novinarski konferenci Pravne dileme in zdravniški pogled na pomoč pri samomoru in evtanaziji. V juniju smo v Zdravniški zbornici opravili eno večjo mednarodno konferenco in znotraj te naslovili kar zelo veliko tem in bi želeli, da danes določene teme, ki so bile predstavljene na tej mednarodni konferenci, predstavimo tudi javnosti. Poleg tega bi želela povedati še, da na spletni strani Zdravniške zbornice so posnetki teh predavanj iz mednarodne konference tudi že javno dostopni. Najprej k besedi vabim profesorico doktorico Bojano Bejović, doktorico medicine, predsednico Zdravniške zbornice, za nekaj uvodnih pozdravnih besed in pogled zdravniške stroke na pomoč pri samomoru in evtanaziji. Hvala lepa, lepo pozdravljeni še z moje strani. Tema je zahtevna za tak sončen poletni dan, ampak smrt je del življenja in o njej se moramo pogovarjati tako ljudje kot zdravniki. Kar nekaj, torej posamezne, da tako rečem, države po svetu, tudi v Evropi, so se v zadnjem času odločile, da zakonsko omogočijo bodisi evtanazijo ali pa pomoč pri samomoru. Ti koraki so videti kot napredek k demokratizaciji družbe, k večji pristojnosti ljudi pri odločanju o njihovem življenju. Treba pa se je zavedati, da so vse take odločitve pravzaprav del zgodovinskega trenutka, del konteksta v družbi in se lahko s časom spreminjajo. Poznamo že v zgodovini različne take odločitve, različna pojmovanja, ki so bila tudi povezana z končevanjem življenja, mogoče v prejšnjem stoletju vse tisto, kar je bilo povezano z evgeniko, imelo je neko družbeno soglasje, pri tem so sodelovali tudi zdravniki. Če pa danes, z današnjega stališča to pogledamo, smatramo, da je šlo za kriminalna dejanja. Pomoč pri samomoru in evtanazija sta pač dva dogodka, ki končata življenje. To je nekaj nepovratnega. Zato je zelo pomembno, da se o tem res na široko pogovorimo, če bomo tudi v Sloveniji šli po tej poti. Prav ti demokratični napredki v državah, ki sem jih omenila, so lahko seveda pogled v določenem trenutku, s časom se lahko spremenijo in teh dokončnih odločitev ne bo mogoče spremeniti. Zdaj zavedamo se seveda, da je taka odločitev sprejemanja nekih zakonskih podlag oziroma omogočanja teh dveh postopkov je odločitev družbe, parlamentarna, plebiscitarna, kakorkoli že. To ni zdravniška odločitev sama po sebi. Se pa zdravniki pri svojem delu praktično vsak dan srečujemo s trpljenjem in tudi z umiranjem ljudi. Zato imamo na tem področju neko široko vedenje in pogled v življenje in smo zato dolžni med seboj se o teh postopkih pogovarjati, sprejemati nekaj stališča, razmišljati, obenem smo pa dolžni ta svoja razmišljanja posredovati družbi, ljudem, da bodo informirani, ko se bodo oziroma če se bodo za te korake odločali. In eni taki širši razpravi znotraj stroke je bila namenjena konferenca konec junija, na kateri so bile predstavljene tudi prakse drugih držav, tudi s zdravniškega stališča, ne samo stališča regulative. In
Predstavljena so bila tudi različna stališča v Sloveniji z različnih področji, tako pravnih kot zdravniških, in v naslednjih minutah vam bodo kolegi na kratko ta stališča tudi predstavili in vam bodo na voljo za odgovore na vprašanja. Tako da lepo prosim za nadaljevanje. Najlepša hvala profesorici, doktorici Bojani Bejevič. Zdaj pa k besedi vabim zdravnika Petra Goloba, doktorja medicine in tudi univerzitetnega diplomiranega pravnika, da nam predstavi ureditve po Evropi. Ja, najlepša hvala. Hvala za obisk na tej tiskovni konferenci. Moja naloga je taka bolj tehnično, mogoče malo suhoparna, ampak je pa moje bistveno za razumevanje, kako v neki državi pridemo do tega, da se v narekovaji uzakoni evtanazija ali pomoč pri samomoru. Jaz bi prosil za diase. Koncepti so seveda različni po različnih državah, predvsem je bistvena ta razlika med pomočjo pri samomoru in evtanazije oziroma v bistvu usmrtitvi na zahtevo, in nekatere države omogočajo eno, drugo ali oboje. V svetu je kar nekaj držav, 11 jih je trenutno z imenom držav, in pa nekatere države Združenih držav Amerike, ki omogočajo eno ali drugo, se pravi pomoč pri samomoru ali evtanazijo. V Evropi so države, ki omogočajo pomoč pri samomoru, Švica, Nemčija in Avstrija. Avstrija je zadnja, ki je na ta vlak stopila z 1. januarjem leta 2022. So države, ki dovolijo usmrtitev na zahtevo, se pravi evtanazijo in pomoč pri samomoru, to so države Beneluxa, in je ena država, ki priznava pravico do usmrtitve na zahtevo in seveda to veže na dolžnost nekoga, da to usmrtitev oziroma pomoč pri usmrtitvi izvede, to je pa Španija, in takšen predlog se tudi v Sloveniji ponuja. V osnovi sta pomoč pri samomoru in evtanazija kaznivi dejanji. In ta uzakonitev evtanazije in pomoči pri samomoru je v bistvu način, kako v bistvu doseči nekaznivost za storitev teh dveh kaznivih dejanj. Možne sta dve opcije, eno je, da se interpretira kazenski zakonik, to je v Švici od leta 47 naprej, od 42 naprej, kjer preprosto z interpretacijo kazenskega zakonika nekatera dejanja pomoči pri samomoru niso kazniva. Podobno je v Avstriji, kjer je Ustavno sodišče kaznivost pomoči pri samomoru v celoti črtalo. Druga pa je določitev pogojev nekaznivosti, se pravi, kdaj je nekdo, ki pomaga pri samomoru ali usmrti nekoga na zahtevo, ni kaznovan, pač v nekem drugem zakonu, in te so to zakoni, ki imajo ponavadi naslov Zakon o evtanaziji, pomoči pri samomoru, pravici do končanja življenja. Kako zakoni to dosežejo? Na tak način, da bolj si določijo pogoje, pod katerimi, oziroma vedno določijo pogoje, pod katerimi oseba, ki je upravičena do usmrtitve, to lahko zahteva. Določijo osebe, ki usmrtitev pri pomoči lahko upravijo in zaradi tega niso kaznovani. Praviloma so to določene poklicne skupine, se pravi zdravniki, medicinske sestre in farmacevti, ne pa vedno. In tretja možnost, to je ta španska, kjer so določili v bistvu dolžnost določenih poklicnih skupin, se pravi zdravnikov, medicinskih sester in farmacevtov, da pri usmrtitvi pomagajo, ko so izpolnjeni določeni zakonski pogoji. In takšen je predlog tudi v Sloveniji. Zdaj, kakšni so ti pogoji na strani pacienta? Različne države različno definirajo, kaj so pogoji, kdaj lahko nekdo zahteva pomoč pri samomoru oziroma je tisti, ki mu pomaga pri tem dejanju, ni kaznovan. V slovenskem predlogu so nekako združene najširše možne opcije, kar se tiče interpretacije trpljenja osebe ali pa možnosti lajšanja. Gre za strogo subjektivno koncepcijo, kaj je trpljenje in kaj je ocena, kaj je sprejemljiva možnost lajšanja, in najširši nabor stanj, ki dopuščajo v bistvu pomoč pri usmrtitvi oziroma usmrtitev.
tako da so poznane posamezni deli tega v posameznih zakonih, nikoli pa nabor obeh širin, se pravi in na planu trpljenja in možnosti lajšanja in po naboru stanj, ki lahko vodijo do usmrtitve, tako kot so zbrani v našem predlogu zakona. Tipično je seveda, da je dopuščena pomoč pri samomoru ali pa usmrtitev, se pravi eutanazija, tam, kjer gre za neko smrtno bolezen po splošnem prepričanju ali neko napredovalo degenerativno obolenje in je na nek način izčrpana možnost lajšanja trpljenja, ki ni nujno samo bolečina, ampak tudi druge vrste trpljenja, vključno z razumevanjem svojega stanja in poteka svoje bolezni. Še enkrat bi želel poudariti, da tako obsežnega nabora pogojev, pod katerimi pacient lahko vstopi na to pot, ali tako subjektivnega načina ocenjevanja neznosnosti trpljenja in možnosti lajšanja, noben drug zakon na svetu ne predvideva. Hvala. Najlepša hvala, dr. Petru Golobu. Zdaj pa gremo preko Zooma, je z nami docent dr. Urban Tačnik, univerzitetni diplomirani pravnik, spregovoril pa bo o pravici do dostojanstva, to se pravi med odločanjem o samem sebi in vrednostjo življenja. Se slišimo, pozivajo? Se slišimo. Dobro. Moj prispevek v okviru samega posveta se je v glavnem nanašal na pravico do dostojanstva. Zdaj v okviru vseh vprašanj povezanih z začetkom in koncem življenja se srečujemo z precej različnimi pojmi, recimo z vrednostjo življenja, z dostojanstvom, z možnostjo odločanja o samem sebi. In v okviru teh pojmov iščemo odgovore na vprašanja, relevantne tudi za temo, ki jo danes obravnavamo oziroma o kateri govorimo. Zdaj, v nasprotju z splošnim prepričanjem, da imajo te pojmi zelo neko pluralno vsebino, pa smo v pravu te pojme relativno že natančno, bi rekel, obdelali. Tako da recimo dostojanstvo prepoznavamo in ustavno-pravni doktrini in v okviru potem aplikacije znotraj pravnega reda kot vrednost, ki ga družba priznava posameznemu človeku. To je neka taka, bi rekel, objektivizirana definicija dostojanstva in pa potem tudi subjektivna komponenta iste pravice, vrednost, ki jo ima vsak človek o samem sebi. Zdaj, to, kar je, bi rekel, doktor Golob malo navrgel, vprašanje trpljenja, bi rekel, oziroma dostojanstva sploh ob koncu življenja, je po drugi strani zelo močno zaznamovano tudi z možnostjo odločanja o samem sebi. To se pravi, tudi možnost odločanja o samem sebi vrednost daje posameznemu človeku in tukaj gre za ta koncept avtonomije, ki je pravzaprav v vseh vprašanjih povezanih z zdravstvenim varstvom oziroma z zdravstvenimi postopki zelo pomembno. No, zdaj pa, če iz tega nekega splošnega opredelitve pridemo zdaj na debato o tem predlogu zakona, ki je na mizi. Jaz mislim, da poleg tega, da je umanjkala neka resna primerjalno pravna analiza. Doktor Golob je pokazal, da gre za predlagane dikcije, ki nimajo, bi rekel, primerjalno pravno neke potrditve v tujih ureditvah, pa je po mojem mnenju umanjkal pri tem predlogu tudi ena širša strokovna debata, bi rekel, za začetek, bi rekel, temeljnih družbenih in pravnih pojmih in nadalje tudi seveda o posameznih rešitvah. Kako, bi rekel, posamezne vrednote, vrednost življenja, možnost odločanja o samem sebi, nedotakljivost življenja, bi rekel, na pravi način uravnotežiti, da bi dobili za začetek družbeno usklajeno rešitev, v končni fazi pa tudi usklajeno rešitev, ki bi bila uravnotežena z vidika različnih
ustavnih pravic. Zdaj, jaz sem se v življenju veliko ukvarjal predvsem z začetkom življenja, tako da sem nekatere vzporednice z začetkom življenja na področju dostojanstva v predhodnem delu gotovo izpostavljal. Moram pa reči, da bi rekel, pri analizi za potrebe konca življenja se nakazuje pot, da bo avtonomijo pri odločanju o koncu življenja vendarle potrebno spoštovati. Zdaj pa na kakšen način oziroma v okviru katerih pogojev je pa del tiste širše družbene in strokovne debate, kjer jaz mislim, da je nujna vključitev, bi rekel, več različnih strok, bi rekel, od seveda absolutno zdravstvene stroke, ker tangirajo v končni fazi odločitve in ravnanje zdravstvena stroka, do družbenih strok, sociologije, filozofije, teologije, pravnih strok in sicer tudi jaz mislim, da razvejano po različnih inštitucijah, saj mislim, da bi v taki skupini morali sodelovati strokovnjaki, bi rekel, vseh univerz v državi in morali bi začeti neko tako, bi rekel, plodno debato, ki ne bi privedla do nekih hitrih, instantnih rešitev, ampak do nekega poglobljenega predloga. Pri tem predlogu je treba seveda presoditi po mojem oceni različne pozicije posameznikov, v katerih se znajde, ali bomo imeli in abstraktno presojo pogojev za te oblike končanja življenja, ali bomo vedeli kakšno in konkretno presodo, tudi, ne vem, sodno, upravno. In pa seveda mislim, da se ni mogoče pri teh debatah popolnoma izogniti tudi argumenta svetosti ali pa neponovljivosti, unikatnosti življenja. Poskuša se včasih pokazati, da zaradi odsotnosti konsenza teh tem naj ne bi naslavljali. Jaz mislim, da jih je potrebno naslavljati in je treba jim poiskati tudi pravo vrednost. Jaz vidim, da je te argumente treba vrednotiti predvsem v luči, kakšen pomen imajo za vsakega posameznika pri sprejemu odločitve med ohranjanjem in opustitvijo življenja. In gotovo je to tudi pomemben vidik. Skratka, moj poziv je, bi rekel, namesto predlogov, ki so, bi rekel, hitri, ki nimajo podlage v primerjalni ureditvi, odpiranje ene širše razprave z predstavniki različnih strok, mogoče v okviru ene resne delovne skupine, ki je treba dati tudi ustrezen čas, da predlaga neke pretehtane in ustrezne rešitve na poti bodoči ureditvi. To je nekako moj zaključek. Hvala lepa. Najlepša hvala. To je odlična iztočnica zdaj za naslednje govorce, zdravnike. Prva bo profesorica doktorica Marija Petek Šter, družinska zdravnica, ki bo spregovorila o vlogi in izkušnjah zdravnika družinske medicine o pomiranju pacienta. Ja, najlepša hvala za priložnost, da kot zdravnica družinske medicine, predstavnica najširše stroke zdravnikov v Sloveniji, z vami delim nekaj naših izkušenj in morebiti zadržkov, ki jih imamo k predlogu trenutnega zakona. Zdaj pri tem so mi bo zdaj bolje? Zdaj pri teh iztočnicah so mi pomagali številni kolegi, ker je to tema, ki je tudi za našo stroko izjemno pomembna, predvsem pa nekako v predlogu zakona je bila naša vloga izjemno izpostavljena in bi jo rada na nek način osvetlila oziroma razložila, zakaj imamo določene pomisleke. Zdaj mogoče je najbolje, da sploh predstavim družinsko medicino kot stroko. Zdaj, zdravnik družinske medicine je izbrani osebni zdravnik za svoje bolnike, ki so pogosto tudi člani družine, skrbi skozi dolgotrajno, pogosto večdesetletno obdobje in obravnava vse zdravstvene probleme. Zdaj, bolnik, ki prihaja v stik z družinskim zdravnikom, od njega večinoma pričakuje pomoč pri različnih problemih, od najbolj preprostih, enostavnih do najbolj kompleksnih situacij in
trenutku, ko se soočamo z neko napredujočo, neozdravljivo boleznijo, je ta naša vloga še tako pomembna. Zdaj, kaj je kronična neozdravljiva napredujoča bolezen? Tukaj gre za bolezen, ki v neki stabilni fazi nekako z trenutnimi znanstvenimi spoznanji ni rešljiva do te mere, da bi bolniku omogočala nekako ozdravitev in nadaljevanje kakovostnega življenja. Takih bolezni je kar veliko, rak seveda ni edino stanje, gre tukaj za različne kronične degenerativne bolezni, med katerimi so recimo številne nevrološke, pa pljučne in srčne bolezni. Zdaj, takih bolnikov ima vsak zdravnik družinske medicine vsako leto nekaj, ki potem preidejo tudi v neko terminalno fazo, ko potrebujejo neko paliativno obravnavo, ko nekako lahko samo pričakujemo, da bolniku z našimi postopki lajšamo trpljenje in mu omogočamo, da nekako čim bolj brez simptomov trpljenja nekako zaključi svoje življenje. Zdaj, do zdaj je znano, da nekako, če ocenim čez prst, je takih bolnikov, ki jih ima bolnik na leto približno tam ene 5. Zdaj, po svetovni literaturi vemo, da med bolniki, ki trpijo za kronično neozdravljivo boleznijo, je približno 3 do 4% takšnih, ki bi si želeli pomoči pri zaključku življenja, kot nekak pomoč pri samomoru ali evtanazija. Zdaj, iz svojih osebnih izkušenj moram priznati, da zaenkrat se ne spomnim, da bi me kdo od mojih bolnikov prosil, da naj pomagam končati njegovo življenje. No, ampak zdaj, seveda, ko pa pridemo v tisto fazo, ko se življenje približuje koncu, če ima bolnik srečo, ni sam, ampak je v krogu svoje družine, ki nekako z njim deli te mogoče strahove, občutke nemoči, nekako potrebo po pomoči. Dostikrat je družina tudi tisti skriti bolnik. Mogoče pred bolnikom se dela močne, medtem ko pa pride do situacije, ko je za bolnika nekako poskrbljeno, se pa zlomijo družinski člani in imamo potem skrb za celotno družino. Zdaj, seveda družina je po drugi strani pa lahko zelo dragocen član tima, nekako brez podpore družine tudi naše delo, recimo v zagotavljanju neke simptomatske in pa paliativne oskrbe, nekako poteka bistveno manj uspešno. Ja, pa poglejmo, kaj lahko mi storimo, ko pride do trenutka, ko se bolnik nekako sooča s tem, da njegovega stanja ne moremo več obvladati do te mere, da rečemo, da bolnik prehaja v neko končno fazo svoje kronične, praviloma kronične bolezni. Zdaj, mi smo v posebni poziciji. S svojim bolnikom skozi dolgotrajno obdobje vzpostavimo nek dober odnos. Načeloma tukaj delujemo v vlogi zagovornika bolnika, seveda, kot rečeno, smo običajno povezani s celotno družino. Nekako lahko skrbimo za oskrbo bolnika, prepoznavamo bolnikove želje, za bolniki z njegovo družino tudi, se veliko pogovarjamo tudi o tem, o pričakovanjih, o željah bolnika, seveda spoštujemo bolnikovo avtonomijo, po drugi strani pa tukaj, ko gre za končanje življenja, seveda so stvari nekoliko bolj občutljive. Seveda tudi zdravniki imamo svojo avtonomijo. Predvsem, ko smo nekako se soočali s predlogom zakona, ki je zdravniku družinske medicine nekako dal pomembno vlogo, ampak predvsem vlogo, ki jo mi težko sprejmemo. Nekako še vedno je naša vloga v ohranjanju življenja, skrbi za našega pacienta in nekako ne moremo sprejeti vloge, da nekako pomagamo našemu bolniku tudi k zaključku življenja.
saj ne na način, da bi bila to naloga vseh zdravnikov. Mi si nekako ne želimo tukaj, da pride do situacije, da moramo kot družinski zdravniki izrabljati inštrument ugovora vesti, da določenih postopkov, ki jih načeloma ne želimo izvajati, ne bomo naredili. Vsekakor pa se zavedamo, da družba se spreminja, se razvija in da prehajamo v obdobje, kot je bilo že rečeno, ko bomo mogli na nek način ljudem tudi omogočiti, da izrabijo to možnost avtonomije, ampak na način, ki ga je treba nekako širšim konsenzom doreči. Tako da, če zaključim, zdravniki družinske medicine nismo a priori neki rešitvi, ki bo pomagala urediti z seveda širšim družbenim konsenzom, s vsekakor sodelovanjem zdravniške stroke, neko zakonsko podlago, ki bo bolnikom omogočala, da nekako izkoristijo svojo avtonomijo, ko gre za končanje življenja, nekako ne želimo pa na način, kot je bil predlagan, sodelovati pri zaključku življenja naših bolnikov, za katere smo skozi dolgo obdobje skrbeli in z njimi vzpostavili odnos. Hvala lepa. Najlepša hvala profesorici, doktorici Mariji Petek Šter. In ta zaključek je res dobra iztočnica. Na mednarodni konferenci smo veliko govorili tudi o paliativni oskrbi in z nami je višji zdravnik Jernej Benedik iz Onkološkega inštituta, ki bo pa spregovoril o vidikih paliativne oskrbe. To se pravi, kako je ob iztekanju življenja vendarle mogoče pomagati bolnikom, ki se bojijo bolečine, trpljenja. Lepo prosim. Paliativna oskrba je oskrba bolnika z napredujočo kronično boleznijo, neozdravljivo, ki bo povzročala njegovo smrt in njegovih svojcev. Če zelo poenostavimo, je pri običajnem zdravljenju to usmerjeno na samo bolezen, prideš, dobiš zdravilo, greš. Paliativna oskrba je pa usmerjena na bolnika. Skuša nasloviti vse dimenzije človeškega bitja in pa seveda tudi njegovo okolje, in zato uporabljamo postopke, ki niso pravzaprav zdravljenje, in zaradi tega govorimo o paliativni oskrbi in ne o paliativnem zdravljenju, čeprav v resnici gre za eno in isto stvar. Večina bolnikov ima predsodke pred tem, da če so paliativni bolniki, da pomeni to, da so prikrajšani za določeno zdravljenje. To ni res. Tudi za paliativne bolnike prihajajo v poštev vse tiste metode zdravljenja, kakor za bolnike, ki niso paliativni, vendar pa se izmed vseh teh metod izbirajo samo tiste, s katerimi pričakujemo, da se bo izboljšala kakovost bolnikovega življenja, ker vemo, da izboljšanje kakovosti bolnikovega življenja, vzdrževanje kakovostnega življenja aktivno iz dneva v dan podaljšuje tudi bolnikovo preživetje. Paliativna oskrba ima 3 obdobja. Prvo obdobje je obdobje, ko je oskrba oziroma zdravljenje še vedno zelo usmerjeno v obvladovanje same bolezni. Zdaj recimo pri bolnikih z rakom, rak je sistemska bolezen, je to takrat, ko bolniki prejemajo sistemsko zdravljenje. Tukaj bi bila idealna točka za vstop paliativne oskrbe, ki bi se potem dopolnjevala z tem sistemskim zdravljenjem in seveda še dodatno izboljšala kakovost življenja. In se zgodi zelo pogosto pravzaprav, da te bolniki niti ne vejo, da so paliativni. Naslednje obdobje je obdobje pozne paliativne obravnave. Tukaj večina ljudi pravzaprav je napotenih v našo ambulanto za paliativno obravnavo in običajno pridejo z razmišljanji, ja, so me pa poslali umret. Seveda, to je zelo daleč od resnice. Edina stvar, ki se je tukaj spremenila, je ta, da same metode zdravljenja, ki so usmerjene na obvladovanje bolezni, tukaj niso več primerne. Bodisi, da je rakava bolezen odporna nanje,
ali pa povzročajo take neželene učinke, da pravzaprav tudi bolniki sami ne želijo več takega zdravljenja. V tem obdobju, oziroma ko pridejo bolniki prvič k nam, se vedno dotaknemo tudi teme smrti, teme umiranja, vedno skozi prizmo strahu pred trpljenjem. In potem, ko bolniki ugotovijo, da je ta tema pravzaprav en del naše obravnave, en del našega načrtovanja nadaljnje podpore, se zelo hitro usmerimo na druge stvari, ki so veliko bolj pomembne. Ta tretje obdobje je obdobje oskrbe umirajočega, kjer je cilj zagotavljanje udobja in blaženje trpljenja in predvsem, da umiranje poteka po običajni, mirni poti in ljudje brez trpljenja v miru umrejo. Zelo pomembno je, da bolnikom lahko nudimo paliativno oskrbo, ne glede na to, kje so, se pravi, ali so v bolnici, ali so doma, ali so v domski oskrbi, oziroma če tudi na njihovi poti skozi zdravstveni sistem. Se pravi, ko imamo paliativnega bolnika, imamo paliativni načrt in je zelo pomembno, da potem tudi vsak naslednja obravnava sledi temu načrtu, ne pa da se potem z dodatnimi, pogosto nepotrebnimi, agresivnimi postopki v bistvu slabša kakovost življenja in na ta način tudi skrajšuje samo življenje. Zelo pomembno je zato, da pri nadaljnjem načrtovanju zdravstvenega sistema v Sloveniji velik del ali pa nujni del ali pa prva prioriteta naj bo zagotoviti vsem bolnikom dober dostop do paliativne oskrbe. To je z moje strani zaenkrat vse. Najlepša hvala, dr. Jernej Benedik. In zdaj gremo še na eno zelo pomembno temo, in sicer program preprečevanja samomora in pravica do pomoči pri samomoru. Profesor dr. Borut Škodlar je z nami, psihiater in psihoterapevt, tako da lepo prosim za vaš pogled. Ja, hvala za besedo. Psihiatrična stroka je seveda ena tistih tarčnih ali pa pomembnih področij, kamor z predlog in razmišljanje o pomoči pri končanju življenja zelo posega. Izpostavil bi 3 vprašanja, na katera ni lahkega odgovora, ki so vsa potrebna, se pridružujem mojim predhodnikom, potrebna širše razprave in tudi poskuse doseganja konsenza. Ta 3 vprašanja pa so, katera stanja duševne stiske, duševne motnje so tiste, pri katerih bi prišlo v poštev končanje življenja. Govorimo vsaj o 3 pomembnih področjih: depresivne motnje, prodromalne in druga v nadaljevanju poteka psihotičnih motenj in velike skupine osebnostnih motenj. Skratka, stanja, ki potekajo kronično, ki so dolgo, ki začenjajo v mladosti in kdaj, katera stanja proglasiti in človeka, da se človek lahko s tem, da bi končal življenje, nekako tudi usmeri potem na stroko. Drugo pomembno vprašanje je, kdaj proglasiti, da je neko duševno stanje neozdravljivo, da je irreverzibilno. Vemo iz poteka teh motenj, vemo iz suicidologije, da krize, takšna huda stanja, ko človek želi končati svoje življenje, nastopajo v stanjih, niso dokončna in v nadaljnjem poteku, da se človek ne bi premislil, ne bi drugače pogledal na vse skupaj, ko preide v čez tisto stisko hudo, da ne bi drugače in tudi presojal svojo odločitev takrat kot neustrezno za njega, za sebe. In tretje pomembno vprašanje, kako preprečevati samomor, kako karkoli zastaviti in v državi in med zdravniki, v širši družbi, da bi preprečevali samomora, če bo ta pravica do samomora postala nekako tako pomembna in morda celo nad njo. Torej, potem pomeni, da nimamo vzvodov, ki jih zdaj imamo in jih lahko tudi nadalje še imamo, da seveda ljudi
ljudem pomagamo pri tem, da premagujejo stiske stanja, ki jih v samomorilno smer. Tako da s temi vprašanji, kot rečeno, nimamo enovitega odgovora, nikakor niso stvari preproste tukaj, moramo pa postaviti zelo jasna in premišljena varovala. Saj sicer bo, tako kot smo priča v državah, kjer je to omogočeno, da je porast pri mlajših z duševnimi stiskami, z stanji, v katerih proglasijo to kot nemogoče in irreverzibilno za njih. Torej, apel, kot so moji predhodniki že rekli, k temu, da je res potreben širša razprava in strokovno zelo domišljeno, z različnih strok, kot je bilo omenjeno, da se ta razprava res odpre in da šele vidimo, kje lahko to in na kakšen način omogočimo, kot tudi zaščitimo ljudi pred tem. Hvala, toliko z moje strani. Najlepša hvala. Zdaj še današnji zadnji govornik v tem vsebinskem sklopu, potem pa sledijo vaše vprašanja. Profesor dr. Matjaž Cvitor bo pa spregovoril o osnutku zakona o pravici do pomoči pri prostovoljni prekinitvi življenja skozi oči zdravnika. Gre za predlog, ki je že nekaj časa v javnosti strani dela civilne družbe. Lepo prosim. Ja. Hvala lepa za povabilo. Jaz bom, da ne bom ponavljal tega, kar so že kolegi pred menoj povedali, bom se omejil samo na nekatere stvari, da bom ostal v kratkem časovnem roku. Eno vprašanje, ki se postavlja v tej debati, je, ali smo zdravniki res neka vzvišena kasta, ki smo proti demokratičnemu odločanju. To nam očitajo, češ da večinsko javno mnenje pri nas in tudi marsikje, praktično povsod po svetu, kjer so podobne ankete opravljali, podpira to večina ljudi, ki so pa po večini zdravi, mladi, bo na vprašanje, ali bi želeli imeti možnost, da v primeru neznosnega trpljenja zaprosite za to, da vam življenje končajo. Večina ljudi bo na to odgovorila, da bi želeli imeti to možnost. Zdaj, torej naj bi bili zdravniki proti demokraciji, ker smo proti temu, da se to uzakoni. Tukaj je treba povedati, da gre za izrazito poenostavljanje vprašanja. Vprašanje je zastavljeno tako, da imamo eno zelo majhno skupino ljudi, govorimo morda v Sloveniji nekaj 10, skratka zelo majhna skupina ljudi, ki bi želeli, da se jim življenje konča, in vse ostalo, ki se jih pa pač to sploh ne tiče, če tega ne želiš, pač ne želiš. To ni res, da se ostalih ljudi to ne tiče. Imamo eno to majhno skupino, o kateri smo govorili, nekatere poznamo tudi poimensko, potem pa okrog njih je zelo velik krog kroničnih bolnikov, starejših ljudi z obrobja družbe, ki se jih to še kako tiče. Kajti, če bi se evtanazija uzakonila, bi vsi ti ljudje čutili pritisk, da se umaknejo iz življenja. In zdravniki smo poklicani, da ščitimo te ljudi, da ščitimo ne samo pravico tiste zelo majhne manjšine, ampak tudi pravico vseh ostalih bolnikov, ki bi jih tak zakon postavil v položaj, ko bi na njih bil izvajan tih pritisk, in to smo videli po vseh državah, kjer so evtanazijo ali pomoč pri samomoru uzakonili, tih pritisk, da se umaknejo. Tak zakon bi ljudem, kroničnim bolnikom, dal vedeti, da so manj vredni, da je čas, da zapustijo ta svet. In proti temu pa se legitimno borimo. Torej, to okrog demokracije
je približno isto, kot s tem se bodo najbrž tudi zagovorniki zakona strinjali, da demokracija ne pomeni samo spoštovanje večine, ampak tudi upoštevanje pravice manjšine. In tako kot je po mojem mnenju bilo nedemokratično, da so o pravici do oploditve z biomedicinsko pomočjo odločali vsi, tudi tisti, ki se jih to še daleč sploh ne tiče več, tako je tudi pri tem zakonu prav, da se usmeri zakon na tiste, da se vpraša, koga se ta zakon tiče. In če vprašate invalidske organizacije, organizacije pacientov, zdravnike, ki se ukvarjajo s paliativno medicino, skratka tiste, ki so tem ljudem proti koncu življenja zelo blizu, bo pa tako demokratično odločanje dalo čisto drugačen rezultat, kot če greste na ulico in vprašate naključne ljudi. Druga stvar, ki jo pa želim povedati, je pa, da je bil zakon sprejet ali pa predlog zakona pripravljen popolnoma mimo zdravniških organizacij in mnenja zdravnikov. Doktor Keber je zdravnik, ampak že zelo dolgo ne dela v praksi. Zdravniške organizacije smo bile povabljene k razpravi zelo pozno in potem, ko je bil predlog zakona že pripravljen. In nam je bilo postavljeno, tako kot je doktor Šter povedala, nam je bilo postavljeno pač spisek nalog, ki naj bi jih zdravniki po tem zakonu opravili. Takšen način sprejemanja zakona mimo zdravnikov je pravzaprav edinstven. Na Nizozemskem, recimo, ki velja za prvo deželo z urejeno pravico do evtanazije in pomoči pri samomoru, je bilo obdobje več 10 let, ko se je znotraj zdravniških organizacij odločalo o tem, kako ljudem pomagati ob koncu življenja. Pri nas te razprave v zdravniški organizaciji ni bilo. In zagovorniki zakona to je še zadnja stvar, ki jo želim povedati, se nekako opirajo na dejstvo, da je neka manjšina zdravnikov, tudi med podpisniki manifesta pred 2 letoma je bilo podpisanih 15 zdravnikov, da je manjšina zdravnikov, ki pa podpirajo takšno ureditev zakonsko, in zagovorniki zakona se nekako zanašajo na to, da bojo ti, da tako rečem, disidentski zdravniki pač pomagali v prvih letih, dokler pač ne bo javnost, strokovna javnost in tudi laična javnost tega širše sprejela in dokler se to ne bo popolnoma udomačilo. To zanašanje na eno majhno skupino, spet bom rekel čudno besedo, disidentskih zdravnikov, je spet malo kratkovidno, ker te zdravnike, ki podpirajo pravico do končanja življenja, lahko razdelimo spet na 3 podskupine. V prvi so tisti, ki sicer načelno to podpirajo, sami pa tega ne bi naredili, torej ne bi drugemu človeku vzeli življenja. V drugi podskupini so tisti zdravniki, ki bi morda po tehtnem premisleku, po zelo globokem razmišljanju in strokovnem in etičnem, to naredili svojemu pacientu, ki neustavljivo trpi. So takšni zdravniki, ki bi to naredili svojemu pacientu. Zelo malo pa je zdravnikov iz 3. skupine, ki bi to naredili neznanemu pacientu. Jaz mislim, da boste težko našli zdravnika, ki bi se specializiral za evtanazijo in bi hodil po Sloveniji z nekim kombijem in delil smrt. Takih zdravnikov ne boste našli. Jaz mislim, da jih je zelo malo. Tako da utegne se zgoditi, tudi če bo zakon sprejet, da v praksi ne bo izvedljiv, ker ne bo ta možnost, ne bo nikogar, ki bi tukaj sodeloval. Tako da jaz mislim, da ni druge poti, kot je bilo že rečeno, tudi doktor Golob je to rekel in ostali, da se vrnemo na začetek in da
začnemo s poglobljeno razpravo, kjer pa mora biti, ne vem, zakaj se to pozablja, na prvem mestu avtonomija bolnika, da pove, česa ne želi. Če bi ljudem jasno povedali, da imajo vso pravico, da odklonijo karkoli mislijo, da jim je v breme in da moramo zdravniki to spoštovati, bi bilo že zelo veliko narejenega. Ne bi bilo nepotrebnih podaljševanj življenja z nesmiselno intenzivno terapijo, ki se še vedno dogaja in kjer je smisel, da moramo zdravniki med sabo narediti precej in tudi v komunikaciji z javnostjo. Hvala. Najlepša hvala tudi profesor dr. Matjažu Cvitru. Mogoče naj opomnim še na posnetke, ki so na spletni strani. Med njimi je tudi zelo dobro predavanje profesor dr. Buturovičeve, ki govori prav tudi o posttravmatskih sindromih pri zdravnikih, to se pravi 2 knjigi, ki ste šli, ki govorite o posttravmatskih sindromih pri zdravnikih, ki v tujini so vključeni v postopke evtanazije. Zdaj pa je čas, da v bistvu nam zastavite tudi vprašanja, ker veliko tem smo vam nanizali. So kakšna vprašanja? V dvorani jih ni. Poglejmo še na chat, na Zoom. Na Zoomu nas spremlja, mislim, da še nekaj medijev. Zdaj trenutno v chatu ne vidim vprašanj, lahko nam zastavite vprašanja v chat ali dvignete roko in v bistvu zastavite vprašanja v mikrofon. Ne? Smo bili zelo izčrpni. Kakšno vprašanje? Ni vprašanj? Vprašanje preko chata. Kako se boste zdravniki odzvali, če bo zakon, kot je predlagan, prestal Državni zbor? Zdaj, tako vprašanje, ki je zelo hipotetično, glede na to, da predlog zakona sploh še ni v Državnem zboru, da gre za predlog, ki ni vložen, za katerega pač še ni parlamentarne procedure. Morda dr. Benedik. Jaz sem se v mojem govoru namenoma izognil obravnavi refraktarnih simptomov, ki so pravzaprav velika večina tistih indikacij, ki so jih pokazali pred mano, o katerih se razmišlja, da bi bili kot en razlog, zakaj bi morali imeti zakon o prostovoljnem končanju življenja. In paliativna sedacija je v resnici res samo en skrajni postopek medicinski, ker paliativna oskrba je multidisciplinarna. Že na primarnem nivoju je multidisciplinarna, ampak se ta tim vedno bolj širi, dokler pač ne pridemo do specializirane paliativne oskrbe, ki jo imamo na Onkološkem inštitutu, na tem oddelku, ki jaz delam. In seveda, više, ko gremo po tej lestvici, širši kot je tim, dejansko manj simptomov se izkaže, da so v resnici refraktarni. Seveda, za tistih nekaj malo, pa imamo na Onkološkem inštitutu protokol, klinično pot in se tudi paliativna sedacija izvaja že več kot desetletje. In to ni neka tabu tema ali pa nekaj, kar bi bilo nenavadno, ker pač običajen strokovno utemeljen postopek za svojimi indikacijami. Hvala. Še kakšen komentar na to vprašanje? Ja, mogoče še en dodatno o tem zakonu. Ja. Zakon tak, kot je slab. To je moje intimno mnenje, ampak tudi upam, imam nekatere priče, besede nekih precej spoštovanih pravnikov, ki so bili na našem posvetu. Na konceptualni ravni je slab iz 2 razlogov, ki sem jih nakazal že. Je unikum, kar se tiče nabora stanj pacientov, ki lahko kandidirajo za v bistvu usmrtitev ali pomoč pri samomoru, in hkrati je unikum, da postavlja kot pravico nekaj,
kar je drugje narejeno na način možnosti, da se izvede, se pravi zahteva ali pa pač preprosto nekaznivost. In španski zakon, ki je v veliki meri po mojem podlaga ali neka, bi rekel, template za ta naš zakon, je v ustavni presoji. Ni bil sicer, njegovo izvajanje ni bilo zaustavljeno, ampak je pa v ustavni presoji zaradi vsaj 4 načelnih kršitev, ki jih očitajo ustavnih v tem zakonu. Kaj bo odločilo špansko ustavno sodišče, ne vem. Kar pa je zelo sporno, je pa, da vzpostavlja dolžnost usmrtiti, se pravi vzpostavlja dolžnost zdravnika, da pomaga pri samomoru in dolžnost, da evtanazira. In je rešitev iz tega samo skozi ugovor vesti, se pravi primarno pa si to dolžen izvajati, medtem ko nekateri zakoni držav to izrecno v svojih zakonih izključujejo. Pišejo, nihče ni dolžen pomagati pri samomoru ali usmrtiti. Kljub temu, da ta pravica, oziroma ne pravica, da ni kaznivo, če to nekdo s področnimi pogoji stori. In ta nekdo ponavadi res za zdravnik, medicinska sestra in farmacevt v nekem timu, ali pa samo zdravnik, ali pa samo medicinska sestra. Tako da to sta dva, po moje, zelo konceptualno sporna dela tega zakona, sam postopek pa in pa nomotehnika pa je verjetno bolj na nivoju, da jo komentira kakšen bolj prakticirajoči pravnik. Hvala. Jaz se ne bi rada kar načelno izognila v odgovoru na direktno vprašanje. V prvi vrsti si seveda ne želimo, da bi bil zakon sprejet v taki obliki, kot je predlagan. Mislim, da smo nanizali kar nekaj res tehtnih razlogov, ki se v bistvu ne tičejo samo zdravniške stroke ali pa zdravniškega poklica, izvajanja našega dela, ampak gre res za širša družbena in pravna vprašanja. Mislim, ne želimo, da bi imeli zdravniki neko poenoteno stališče, za katerim bi stala neka zdravniška inštitucija. Gre predvsem za to, da moramo biti zelo dobro informirani o vseh aspektih, ki smo jih nekaj danes navedli. Če bo zakon sprejet, potem je to seveda odločitev vsakega posameznika, ki ob tem stališča zdravniških organizacij ne bo mogel biti kriminaliziran, kot rečeno, moral pa biti informiran tudi o teh širših zgodovinskih kontekstih pač tega, kar se zdaj dogaja in ker lahko ni sprejemljivo čez nekaj desetletij. Skratka, nekako apeliramo na javnost, da se odpre širša razprava, predno bi Slovenija naredila kakšen korak v to smer. Najlepša hvala. Je v dvorani še kakšno vprašanje? Sicer imamo še eno vprašanje na chatu. Sergeja Hadner sprašuje, lahko morda razložite več o umetnem podaljševanju življenja, kdo se odloča in na kakšen način, kakšne bi lahko bile spremembe. Se da morda kaj na to temo ali... Ki ste jih profesor Cvitar omenjal, torej aktivna zdravljenja, bodisi zdravili ali pa z kirurškimi posegi, tudi za katere se ve, da v tem stanju ne bodo prinesla izboljšanja. Jaz mislim, da tukaj pač zdravniki se moramo imamo in etično dolžnost in strokovno dolžnost in hkrati tudi pravico, da se odločimo, da nekaj tudi opustimo, ne samo, da nekaj naredimo. Torej, nesmiselno intenzivno zdravljenje je strokovnega in in to, kar si predstavljam pač pod podaljševanje življenja, je z strokovnega in z etičnega stališča napačno ravnanje. In za odločitev, da se to opusti ali da se ne,
Torej imamo dve možnosti, ali da nekega intenzivnega zdravljenja ne upeljemo ali pa da ga opustimo. Zato te dve odločitvi sta vsaj v etičnem smislu enakovredni, torej ne bi bilo težje opustiti neko zdravljenje ali pa ne ga uvesti, ampak v vsakem primeru podaljševanje življenja z nekimi aparati, na umeten način, pri čemer v bistvu samo podaljšujemo agonijo bolnika, ni strokovno upravičeno, ni pa zato potrebno soglasje bolnika ali svojcev, ker ti to je zdravnikova odločitev. Seveda bo pameten zdravnik poiskal zaslombo v kolegih. Ni pametno, če takšno odločitev sprejme en sam zdravnik, vedno je koristno, da se posvetuje recimo s kolegijem, z drugimi zdravniki oddelka, ampak potem je treba na sočuten način o tem obvestiti svojce. Pacient je v takem primeru običajno ni več sposoben odločanja, ampak se obvesti svojce in se jim na sočuten način pove, v čem je stvar, in jih obvestimo, jih pa ne prosimo za soglasje, ker če bi jih prosili za soglasje, potem bi seveda v primeru, da oni odklonijo to soglasje, morali delati nekaj, s čemer se sami ne strinjamo. In tudi zdravnik, kot je bilo že nekajkrat rečeno, ima svojo avtonomijo in ga ne moreš prisiliti, da bi šel recimo operirati pacienta, ki je brezupno bolan, ali uvajati neke respiratorje v nekih umetnih načinov podaljševanja življenja. Toliko o tem, no, torej, je pa o tem premalo govora v našem izobraževanju. Mislim, da bi se temu veliko več poudarka moralo dati. Jaz upam, da bo zdaj vendarle zaživelo podiplomsko izobraževanje, formalno izobraževanje iz paliativne medicine, morda v bodoče tudi specializacija iz paliativne medicine, kot jo imajo mnoge druge evropske države, in da bodo zdravniki jim bo bolj jasno, da imajo pravico in dolžnost, da se ravnajo v skladu s tem. Ja. Najlepša hvala. Še dr. Golob, potem pa še vi. Vprašanje je bilo, kaj in kdo lahko kaj naredi, da se to v bistvu nepotrebno zdravljenje ne izvaja. Niso samo zdravniki tisti, ki lahko nekaj naredijo, tudi pacienti so tisti, ki lahko nekaj naredijo. V zakonu o pacientovih pravicah je zelo dobro napisano poglavje o vnaprej izraženi volji, v kateri se točno za takšne primere in samo za takšne primere lahko izrazi, česa pacient ne dovoli. In to je ponavadi tisto, kar konča to zdravljenje, ki moramo priznati, kot tudi nakazal že profesor Cvitar, je dostikrat v nekem razcepu med zahtevami, pričakovanji svojcev in pa dejanskim stanjem in realnimi pričakovanji z uspehom takšnega zdravljenja za pacienta. Tako da tudi sami pacienti imajo neko dolžnost ali pa pravico, veliko da nekaj tudi dolžnost, da stopijo v to smer in pač izrazijo, česa za primere teh stanj ne dovolijo, da se izvaja. To imajo že zdaj možnost, jih pa zelo malo uporablja in je mogoče ta mehanizem dejansko za bolj uporabljati. Pravica do vnaprej izražene volje. Jaz bi še to dodal, če lahko sem še nekaj dodam. Velikokrat mislimo pri tem podaljševanju življenja ali pa intenzivnem zdravljenju samo na respiratorje in na podobno mašinerijo. Dr. Benedikt bo verjetno potrdil, da zelo veliko recimo onkoloških pacientov povsem neutemeljeno prejema kemoterapijo še nekaj tednov ali celo nekaj dni pred smrtjo, zato ker je pač zdravnikom lažje predpisati kemoterapijo, kot pa pacientu povedati in svojcem povedati, da je se treba usmeriti v dostojno in s čim manj trpljenja, končanja življenja. Tako da veliko imamo za narediti tudi mi zdravniki sami pri tem, da bomo opustili stvari, ki niso v pacientovem interesu.
Jernej se boš strinjal s tem. Koliko pacijentov je na kemoterapiji v zadnjih tednih? Jaz bi mogoče, preden se gremo na nepotrebne medicinske postopke, Pa tudi na obsevanju, pardon, da ne bo življenja, bi rekel. rekel, to vprašanje je pravzaprav izrazito paliativno vprašanje. Rekli smo, da je cilj obravnave paliative človek in da je cilj zagotavljanje čim bolj kakovostnega življenja in da ko zbiramo iz vseh možnih metod zdravljenja, se odločamo samo za tiste, kjer ta cilj dosegamo. Ostali načini zdravljenja so neučinkoviti načini, zdravljenje, medicinska futiliteta, s katerim tega osnovnega cilja ne dosegamo. Že od vsega začetka so v obravnavo vključeni svojci in bližnji in seveda tudi paliativno je normalno, da se sposobnost odločanja bolnika s časoma zmanjšuje in se ta, bom rekel, teža odločanja postopno prestavlja na svojce. In dejansko so potem svojci tisti, ki lahko na osnovi poznavanja svojega družinskega člana, na osnovi poznavanja njegovih prepričanj, moralnih vrednot, dostojanstva, če hočete, se potem lahko odločijo. Seveda, to bi bilo pa za njega zdravljenje, ki za njega ni primerno. In se tudi na ta način seveda nepotrebna zdravljenja oziroma nepotrebno podaljševanje nekakovostnega življenja neha. Se pravi, ja, če bolnik nekako ne more za sebe povedati, ni to, da pade samo na zdravnika, ampak je pač to del procesa paliativne oskrbe, kjer se seveda že vnaprej, če pa ne gre vnaprej, pa pač ko pride do teh postopkov zdravljenja, s katerim ne zasledujemo cilja paliativne oskrbe, da se seveda to razreši na način, ki je najbolj sprejemljiv za vse. Najlepša hvala še za ta vaše stališče, vaše mnenje. Zdaj vprašanj ni, samo trenutek. Vprašanj ni več, ali je še eno vprašanje? Ja. Sergeja Hadner se zahvaljuje za odgovore, samo to je še napisala, tako da v tem trenutku, če ni vprašanj, se vam vsem najlepše zahvaljujemo za udeležbo na današnji novinarski konferenci, prav tako vsem govorcem, ki so si vzeli dragoceni čas, da so lahko predstavili te pomembne vidike, o katerih je v prihodnje in upamo, da bo res tekla poglobljena in strokovna razprava. Tako da najlepša hvala in nasvidenje.